V slovenski Amnesty smo izvedli 3-letni mednarodni projekt Start the Change, bodimo sprememba, ki jo želimo. Namenjen je bil mladim ter njihovim pedagoginjam in pedagogom. S partnerji smo iz 12 evropskih držav z inovativnimi pristopi sodelujoče opremili z dodatnimi znanji o ciljih trajnostnega razvoja v povezavi z migracijami in globalno neenakostjo, predvsem pa smo jih opolnomočili za aktivno državljanstvo. Aktivnosti, ki smo jih izvedli v okviru projekta, so bile nacionalna in mednarodna usposabljanja za pedagoški kader, izdaja priročnika in ostalih pedagoških gradiv, mednarodna poletna tabora za mlade in izvedba mednarodnega filmskega natečaja. Posebej pa smo ponosni na delo naših mladinskih šolskih skupin, ki so se tudi z našo podporo na kreativen način lotile izzivov človekovih pravic s svojimi delavnicami, dogodki, medgeneracijskim druženjem in pripravo video ter drugih vsebin, ki so uresničevale slogan Bodi sprememba. Delo znotraj mladinskih aktivističnih skupin je potekalo na zelo participativen, aktiven in pa sodelovalen način. Naš namen je bil vedno ustvariti čas in prostor, kjer so mladi spoznavali teme trajnostnega razvoja in pa migracij na zelo izkustven način. Ker sta to področji, ki sta izredno obsežni in pa kompleksni, se je vsaka skupina znotraj šolskega leta osredotočila na eno ali pa 2 temi, ki so jih želeli raziskati, jih spoznavati, predvsem pa na njih tudi delovati. In ker je bil poudarek od besed k dejanjem, smo vodje mladinskih skupin pri tem uporabljali zelo različne pristope. Od sodelovalnega učenja, metode kroga, vizualnega razmišljanja, projektnega dela, debate in pa diskusije. In mislim, da ravno zaradi načina dela, ki smo ga imeli z mladimi, so bili dosežki projekta res neverjetni. Vsaka skupina je znotraj šolskega leta izvedla 1 do 2 akcije, bodisi v svojem šolskem okolju, bodisi v svoji lokalni skupnosti. Akcije so pokrivale raznovrstna področja, od medgeneracijskega dialoga, sovražnega govora, aktivizma mladih, varovanja okolja, manjše porabe plastike, obnovljivih virov energije in pa do področja človekovih pravic. In mislim, da to, kar je ta projekt dal mladim, je prav ta izkušnja, da so mladi pomembni nosilci sprememb. Da okolikor zaznamo nekaj o svojem lokalnem okolju, imamo ob tem podporo svojih sovrstnikov, podporo odraslih, znotraj in zunaj šolskega okolja lahko resnično pomembno prispevamo k spremembam. Poleg tega, da so raziskovali, delovali na pomembnih temah trajnostnega razvoja in pa migracij, so vedno razvijali še pomembne socialne veščine. Učili so se prevzemanja pobud, naučili so se, kako biti aktivni državljani, naučili so se, kako poslušati, kako sodelovati, kako biti dobri voditelji in kako lahko skupaj pomembno prispevajo k boljšemu jutri. O tem, kaj pa jim je projekt pomenil, pa bojo najbolj povedali kar sami. Sodelovanje v taki skupini mi je pomenilo ogromno. Naučila sem se debatirati o aktualnih problemih, organizirati dogodke in poslušati ostale. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo organizirali predavanje z aktivistom Momondujem. Za tem predavanjem je bilo veliko organizacije in res smo se vsi člani skupine potrudili, da smo to izvedli po najboljših močeh. Sama sem bila del video ekipe, ki je na koncu sestavila super video. Vesela sem, da sem bila del take skupine. V okviru skupine smo debatirali svetovne probleme in tematike in v bistvu najbolj všeč mi je bilo to, da sem videl veliko različnih perspektiv, spoznal nove ljudi in pa tudi se zbližal z ljudmi, ki sem jih sicer že spoznal. Pa v bistvu pomagalo mi je videti, koliko velik je svet, koliko problemov imamo, hkrati je pa skupina vlila vame neko upanje, dodala neko znanje, da se te problemi dajo rešiti in da na svetu so dobri ljudje, ki se s tem ukvarjajo. Najbolj ponosen sem mogoče na dogodke, ki smo jih izvedli, pa tudi na skupino kot celota, da smo skupaj tako dobro funkcionirali. Najbolj mi pride na misel, ko smo šli po raznih razredih in začeli debato z dijaki o sovražnem govoru. To je bilo zanimivo, različno perspektive, ampak res enkratna izkušnja. In v bistvu bi to komurkoli priporočal. Res sem hvaležen za to, kar mi je skupina dala in upam, da me še kaj takega čaka v prihodnosti.
naši skupini mi je najbolj všeč bilo druženje, naša zagnanost in pa produktivnost. Najbolj ponosna sem na naše akcije, med drugimi smo se 2-krat udeležili tudi šolskega božičnega bazarja, kjer smo zbrali veliko število podpisov peticij. Najbolj mi je bilo všeč na skupini, da smo dejansko ful zrastli, tako kot skupina, kot tudi sami pri sebi se mi zdi, da to lahko zelo vidimo, da smo res postali aktivni člani družbe in da zdaj opazimo recimo problematike, ki se dogajajo v družbi in da hkrati smo tudi bolj pozorni na svet, ki se dogaja okoli nas. Najbolj mi je bilo všeč, da smo direktno stopili v kontaktu z drugimi dijaki in da smo res probali razširiti to gibanje in da smo nekako direktno njim predali nekatere probleme oziroma pomembne tematike, kot so na primer sovražni govor in da se mi zdi, da so se tudi oni začeli bolj zavedati, da če pride iz mladine, pa je to res nek problem, na katerega bi se mogli osredotočati. Projekt je v prvi vrsti največ zagotovo doprinesel skupinici dijakov, ki so se v okviru projekta srečevali, povezovali so se skupaj, razvijali svoje ideje, ustvarjali, raziskovali. Srečanja so vključevala veliko neformalnih metod, za katere v formalnem šolskem sistemu velikokrat zmanjka prostora. Tako da mislim, da je to ena velika vrednost projekta. V širšem pogledu je bil projekt pomemben za celo šolo, za ostale dijake, kot tudi za učitelje. Saj so se na šoli v okviru projekta odvili raznoliki dogodki. Poleg tega so dijaki tudi sami razvili svoje izobraževalne vsebine. V najširšem pogledu pa je bil projekt zelo pomemben za lokalno skupnost, saj smo se povezali z institucijami, z različnimi skupinami posameznikov in skupaj ustvarjali dogodke in verjamem, da začeli tudi marsikatero spremembo.